Drage gledalke in gledalci, smo v občini Gorje oziroma konkretno pred vasjo Podhom, ki je za nami v ozadju. Z menoj je Peter Žemva, ovčar iz tega območja, za najinim hrbtom so njegove ovce. Gospod Peter Žemva, vi se že dolgo ukvarjate z ovčarstvom, a je to družinska tradicija? Ovce je moj oče, kar jaz spomnim so pri hiš. Jaz se zdaj ukvarjam več kot 30 let z ovcem, imam na pašnikih, na Star Pokljuk. Sem mogel spucati, ugraditi in kvasej. Se pravi, pašnike imate na Stari Pokljuki? Pašniki so na Stari Pokljuki pa doma za hišo. Ja, ampak zdaj ste ovce iz Stare Pokljuke pripeljali že v dolino? Zdaj se pasijo po travnikih. Tu v okolici oziroma Bleda oziroma Gorji. Ja. Kako pa poteka en dan ovčarski, kaj vse zajema? Ja, 24 ur na dan si prevezen, mislim. Ne veš, kaj se po noč dogaja, zdaj so še zveri. Drugače pa pozimi zjutraj kar futrane, zvečer futrane, če so v hlevu. Kadar so v hlevu. Se pravi, zahtevajo cel dan? Je cel dan. Ja. Koliko pa imate ovac zdaj trenutno? Zdaj jih je samo še okrog 80, včasih jih je bilo do 250. Zdaj se je ukaliral malo, zmanjšal vse skupaj. Kakšna sorta pa so to ovce? Ovce so jezersko-solčavska sorta. Imamo kontrol v rodovniku. Kako pa, vidim, da imate tudi pse. Kakšne pse pa imate? Šarplanince, nekaj imam še doma, ne upam dati vseh tlele zaradi ljudi. Na Pokljuk so 4 čez poletje. Varujejo, če varujejo pred zvermi. Kakšne pa, se pravi, varujejo pred plenilci, ponavadi je pa tu, kaj se pojavlja? Ja, volk problem največji. Pa so učinkoviti proti volku? Ja, lansko let se je izkazalo, da niso bili. Lansko let sem imel 3 napade, prej bo mir, dokaj je. Lansko let sem pa imel 3 napade. Pa so pa nekaj poklanga, nekaj ugriženega. Mislim, pa je vse sorte. Ja, pa to še spada v Triglavski narodni park, kjer je... Stara Pokljuka, ja. Stari Triglavski narodni park. Ja. Kako je pa s temi odškodninami? Dobite kakšne odškodnine? Ja, lansko let sem dobil za tisto, kar je samo. Imaš nekaj, kar je mrtvega, nekaj ugriženega. Problem je, ko ovce zvrgavajo, prezgodnji porodi, mrtve jagneta, pa vse sorte. Ampak dobite neko odškodnino? Ja, za to, kar je dokazanega, za mrtve jagnete ne dobiš nič, ker... Mora biti dokazano, da je. Zakaj pa vi ovce gojite? To je za sir, za proizvodnjo... Za meso. Za meso, glavno za meso. Kako pa recimo skrbite za njihovo zdravje, pa recimo kako je recimo, če je slabo vreme, pa to, kako to izgleda? Ja, v glavnem gre v zavetje, na Star Pokljuk hlev ali pa pod smreke, pozimi so v hlevu, drugače takole so pa včasih na dežju tudi. Kaj pa glavna značilnost teh ovc, teh vaših? Ja, recimo v primerjavi s kakšnimi drugimi sortami? Ja, jezersko-solčavska ovca ima jagnitve čez cel let, nič važen. Mislim, jagnete so čez cel let, mladiči. Kaj se je pa recimo, a bi lahko povedali, kaj se je največ spremenilo v ovčarstvu? Vi ste že dolgo v tem ovčarstvu, tako reč celo življenje. Kakšne so spremembe od recimo izpred 10, 20, 30 ali še več let, pa danes? Prej bo veliko lažje, ni bo volka, medved se je redko pojavil, ni bo plenilcev, zdaj pa vse zmešnjava. Zdaj pa ne veš zjutraj, kva boš prišel na planino, kva bo mrtvega, kva boš, mislim,
nepredvidljivo zdaj vse. Ja, ampak nekaj, pravite, neke odškodnine pa le dobite, ne? Ker ne vem, kakšne so odškodnine v primerjavi recimo z ceno ovce, za katero dobite. A se to povrne? Ali kako? Ja, to, če imaš živali vsa zbegana, Ja. uničene imaš praktično najbolj ovce, imaš uničene, ugriženih in krpči napad. Ja. Ja. To nič ne veš, kaj bo. Ne. Kaj bi pa vi danes priporočili nekomu, ki se bi želel ukvarjati z ovčarstvom? Da naj ta prav cajt neha, Če prej, da naj ne začne. da ni prave perspektive ali kako? Ne, jaz tu ne vidim več. In to v glavnem zakaj? Zaradi teh napadov? Ja, največ so zverize. Ja. Ja. Aha. In vi ste zmanjšali ta stalež iz 200 na 80, zakaj? Zaradi, Ja, največ je tole zveri, pa ne morem več tako divjati, kot sem včasih. kaj to pomeni, ne morete tako kot časi, ste že malo Ja, malo pa zdravje. Pa vse. zdravje? Aha. Aha. Kdaj jih pa peljete na Pokljuko, pa kdaj jih recimo vračate? Ja, najprej se spomladi se pasijo doma za hišo, Ja. če lepa spomlad od aprila do sred maja so doma, pa grejo pa na Pokljuko za par mesecev. Aha. A ste vi edini tu ovčar ali je še kdo v občini Gorje, da se ukvarja z ovčarjem? Jaz pašem pod občino Bled, Vi drugače. spačete pod Bled, ampak Samo večino imam pašnike, imam vse na Star Pokljuk, ki je Ja, občina Gorje. Ne. občini Gorje. A je še kdo, ki se ukvarja z ovčarjem? Ste Ja, sam? več jih je še, sam noben tle ne napasejo, vsi dajo, a doma pasejo ali pa dajo v druge planine pastke, ki ne bi bilo tam, ne bo bolj varna, ne pa ne bo bilo varna. Aha. Torej, vidim pa, da imate kar precej je mladih ovck, ne? Lepo jih je pa videti, Ja, samo videti, ja. samo videti. Zaskrbeti je pa malo drugače, ne? Ja. Ja. Se pravi, če bi vas nekdo vprašal, ste že prej mi odgovorili, ampak še enkrat bi se eno vprašal, kaj bi svetovali tistemu, ki se bi danes hotel ukvarjati z ovčarstvom? Ja, da naj premislijo, kaj se spušča. Kaj bo, mislim, ne vem, kako ne rečem. Naj se ukvarja ali naj se ne ukvarja? Ja, če ima pogoje za to, ja, mislim, sam pogoji za to so pa, da bi mu zemljo skrb, pašnike skrb, da ne pa tale ena flika tam, ne, edin, kar pašnike ima dosti skrb jeste. Ne. Pa preden pašnike urihtaš, ti življenje vide, ne. Tako kot je meni. Aha. Tle bo vse zarašen, od tle naprej, tle bi samo vrt, pa sem začel točiti. Kako se reče temu delu? Kuhovnica, Kako? kuhovnica. Tle gori, ta hrib je razvidna točka, pa včasih kuhovnica, si že slišal. Ne. To je direkt nad Bledom. Ja, čista, je gospod je ženska postaja. A bo to šlo v ta breg? To je pa blazno strmo. To ni nič. Kaj? To ni nič. Ne? Tle gor, ko je za tole hišo, ima ta prvoca strgamo. Pa to je Blejski otok, se lepo vidi. Pa grad se tudi vidi malo zdaj. Grad, a vidite, obstavam, Ja. grad. Ja, zdaj ne morem se tako obrniti čist. Tole bo vse zarašen, džungla. Tu sem vse jaz, pa na Pokljuku isto. Na Pokluku imam 15 hektarov grajenega s takole mrežo, s pocinkano mrežo. Aha. Pa vse, ko gi dodeva, pa vse na roke. Ta je bil tudi gor v planini, ta pa še ne. Pejt. Ta je tak plašen. Ta se skozi bil zravnovc in ta je po mojem največ leta naredil gor. Se je skozi zravnovc zdržal.
Kaj je prečo volkom? Jaz mislim, da je bil skozi ovce. Pet. Zdaj pa iz pola pa damo ovce tele gore. Ne? Aha. Pet. Tole bo vse treba, spomladi se pase, Ja. pa se pa enkrat treba z nitko pokositi. Aha. To je noro. Vse zarašče. Mislim, vse treba zumo na hrbtno kosilnico. Aha. Ne, tam se točno sledi, ko bo, tole bo ta prvo pokošeno, ne, tle je že kar velika. Pa damo ovce sem, da jih od tlele zvečer hodijo noter, pa v hlev. Zdaj smo pa na izjemni strmini nad Blejskim jezerom, v ozadju je otok, tam spodaj je grad. Vi imate tu pašnik. Kdaj ga uporabljate? Ja, uporablja se večinoma spomladi, pa jesen, včasih tudi, mislim, tudi čez poletje so take ovce doma, ki niso za v planino. Vmes se pa enkrat naredi čistilen odkos z nahrbtno kosilnico. Ker to je izjemna strmina. Ja, to vprašanje, kdo bo še delal. Poletje tole kositi, to ubije. Sonce, ko nabija, ne? Da sva zjutraj šla po 2-3 tanke, da bo uravne pone, pa domov južnat. Pa smo šli na Pokljuko vse tudi ves pašnik je treba enkrat, kar napopuje dol, pokositi, še ne iz svinarija. Tu sta dva psa, tudi sta poleti pri ovcah, drugače na star Pokljuk. Zdaj nista tlele sama, ne upajo tam pri ljudeh biti. Pa tele luči so, ki imam polet okrog pašnika, da se po dnevu svetloba, da po noč gorijo zaradi zveri. Mislim, da je po noč osvetljen malo, da ne bi zvok napadel. Pa kaj takega. Pa je to deluje na nek način? Naj bi deloval. Ne. A ti psi se pa zdaj bojijo zraven, ker se bojijo ljudi ali kako? Navaren je, če bi se mreža porušila, da ne bi kakšnega psa napadla, pa kaj takega, če bo preveč jih.